Ok, se to bomo ven rezali. Ja, vse to bomo ven rezali. Ljudje in ljudine, poslušate jubilejno 90. epizodo oziroma 33. special iz karantene podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo in poslušamo serije, filme, risanke in knjige vseh žanrov, od F do Z. Obot, odstranjevalci barijer, osvobojevalci Drusije, smo, tako kot vedno, Mito Gegić, Skello, Igor Harp, Jo. in moja malenkost Aljoša Harlamov, tokrat znova brez gosta, nič manj gostobesedno. Ne vem, to je zdaj bila res taka nenavadna kombinacija, en neki švedsko, drugi pa k Eminem 90. Ja, kaj pa? International baby. Skratka, 90. epizoda je še vedno 33. special iz karantene. Speciale iz karantene delamo za lastno duševno zdravje, z njimi pa želimo tudi olajšati karanteno vsem vam, ki ste te dni doma. Upamo, da to obdobje preživljate brez prevelikih pritiskov, finančnih, drugih, med svojci, zdravi, ljubljeni, na varnem. In vsekakor tole snemamo za vse tiste, ki si izolacije ne morete privoščiti, oziroma vam je kapitalizem ne privošči, pa tudi za vse pogumne in preobremenjene, premalo cenjene ljudi tam zunaj, ki se izpostavljate, da bi pomagali najšibkejšim, bolnim, pa seveda, da bi omogočili izolacijo vsem nam, ki imamo ta privilegij. Hvala vam, tega ne bomo in ne smemo pozabiti. V današnji epizodi bomo govorili o seriji, o kateri je ta trenutek veliko govora, in sicer Shadow and Bone, Senca in kost, ki jo lahko na Netflixu ujamete od 23. aprila. Skratka, gre za še precej svežo serijo, prvo sezono, ki jo sestavlja samo 8 epizod. Če serije torej še niste gledali, pa jo nameravate, potem je tole standardno in zadnje opozorilo pred začetkom epizode. Tale epizoda bo vsebovala kvarnike. Če bi serijo prej pogledali brez tega, storite to in se k poslušanju naše epizode vrnite pozneje. Mi vas bomo potrpežljivo počakali, kjer nas boste pustili. Če pa ste serijo že pogledali ali pa je niti ne nameravate gledati, a bi se kakšno uro kratkočasili, pa se nam le pridružite. Maestro, se igraj eno najstniško. Skratka, Shadow and Bone, Senca in kost je naša kost, ki smo vam jo vrgli in ki jo bomo zdaj skupaj poglodali v kakšni urci. Gre za fantazijsko serijo, fantazijsko pustolovščino, ki jo je za Netflix razvil Eric Heiserer, scenarist za filme in stripe, znan je po scenariju Arrivala iz 2016, sicer je pa specializiran za grozljivke, posebej remake The Thing 2018, omenjali smo ga v 63. epizodi, pa tudi recimo Bird Box je že delal za Netflix iz 2018. V bistvu je specializiran za priredbe, tudi Bird Box pa tole in Arrival, vse po knjigah, po literarnih predlogah. No. Pa tudi The Thing. In za Arrival je bil tudi nominiran za Oscarja, to bi rad povedal. To je res. To je kar big deal, sem slišal. Pač eni celo noč ne spijo, ker gledajo te klinčeve podelitve, tako da zgleda, da to nekaj pomeni nekomu. No. Glede na število gledalcev, vedno manj nas je, vedno manj. Ja, vedno manj. Serija je seveda posneta po knjigah, tudi tale, Leigh Bardugo, po trilogiji Grisha, prva od njih se imenuje ravno seveda Shadow and Bone, iz 2012, ter duologiji Six of Crows, ki jo imamo tudi v slovenščini pod naslovom Vranja šesterica, v prevodu Andreja Hitija Ožingerja, išla je pri Mladinski knjigi. Več o povezavi s knjig serijo bo pozneje povedal Igor. Na hitro bomo namreč seveda spet preleteli igralce, ki igrajo v tej seriji, in tukaj res lahko povemo to, da se je serija odločila nekako približno tako kot Game of Thrones, da bo priložnost dala predvsej, bomo rekli, neuveljavljenim igralcem, ki lahko naredijo te
vloge ali pa te vloge naredijo njih. Tako da, ja. Jesse May Lee, ki igra Alino Starkov, jaz se več čas sem se zabaval, da bi mogla biti Alina Stark, ampak ok, pustimo to. Alino Starkov bo igrala sicer v prihajajočem filmu Edgarja Wrighta Last Night in Soho, ampak mislim, da tudi ne neke velike vloge. Ne, dejansko je zaradi Wrightovega filma dobila to vlogo. Aha. Tisto je bil njen breakthrough, samo je zaradi koronavirusa tisti film predstavljen na letošnje leto. No. Ki bi moral lani že imeti premiero 1 leto pred tem. Pred to serijo. Tako da tistem filmu se očitno kar mora dobro izkazati, da je dobila to glavno vlogo. No, bomo videli, ko bomo lahko videli film, ki se ga seveda veselimo. Archie Renault je Maljen Mal Orecev, igra zdaj le v Voyagers, če ste pogledali, mislim, da je na Netflixu, a ne Voyagers, če se ne motim. Igral pa bo tudi v Morbiusu, ki naj bi prišel konec tega leta zaenkrat, če sem se prav spomnim, je predstavljen že bil žiljonkrat, ampak mislim, da naj bi bil konec tega leta. Potem je Freddie Carter kot Kaz Breaker, ki je do zdaj igral v Netflixovi seriji Free Reign. Jaz tega nisem gledal, ampak videti je kar zanimivo. Potem imamo Amito Suman, ki igra Ines Ghafa. Mislim, da je Ghafa, ne vem, če kdaj povejo njen primek. Igrala je v eni epizodi Dr. Whoja, jaz sem se od tam spomnil in sem bil zelo tako ves čas, jaz tebe od nekod poznam, ja, bila je v zadnji sezoni Dr. Whoja, sicer pa igra tudi v znanstveno-fantastični fantazijski seriji The Outpost, ker ima neko ponavljajočo se vlogo. Potem imamo še Kit Younga, ki igra Jaspera Fahija, ki bo igral v fantazijski franšizi The School of Good and Evil, ki pride naslednje leto ven, ima neverjetno igralsko zasedbo in očitno stavijo, da bo to naslednja The Big Thing ali kakorkoli že. Skratka, dajte to čekirati, če še niste nič slišali o tem. In pa jaz mislim, da najbolj znana igralca, oziroma najbolj znani igralec je seveda Ben Barnes, ki igra generala Kirigana, oziroma Darklinga, ki nam je osvojil srca kot princ Caspian v kronikah iz Narnije, pa potem ja, seveda, absolutno. Ja, okay, pa potem še kot Logan Delos v Westworldu, še najbolj pa kot Billy Russo v seriji The Punisher. Kjer je bil, jaz moram reči, izjemen in tudi tukaj je meni super. Ja, res. Drugač pa Zoe Wanamaker je še kot Bagara, ki je bila Madame Hooch v Harry Potterju in tudi tukaj ima neko zelo podobno vlogo, bi jaz rekel, sicer pa je to pač igralka z zelo dolgim seznamom filmov in serij, v katerih je nastopala na zadnje, recimo serija Britannia, če je kdo gledal taka fantastična zgodovinska iz 2018, se je začela, no, pa v Agati Christie je igrala v Poiroju tudi kar neki sezon. Drugače pa še od teh igralcev sem jaz našel še recimo Daniel Galligan, ki igra Nino Zenik, je igrala v enem delu Game of Thrones, neko prostitutko, tako da v resnici jaz mislim, da to ni bila neka, najbrž ni tam tok navdušila. Daisy Head je igrala v Wrong Turn v tej novi priredbi oziroma v novem štartu te franšize letošnjem. In pa Kevin Eldon, ki je tudi igral v Hot Fuzz, no, to sem si zdaj prav zapisal, da ne bo Igor spet mi težil s tem Hot Fuzzom, pa v kup nekih britanskih humorističnih serijah, pa tudi v Game of Thrones je igral nekih, ampak bil je nek Golden Cloak, neki ne vem kva, ni igral neke posebne vloge. Luke Pasqualino je še noter seveda kot David Kostik, Durast. On je bil pa v Skinsih, pa D'Artagnan je bil v seriji o 4 mušketirjih 2014-16, pa v filmu Snowpiercer, se pravi Snegorezec je igral iz leta 2013. Snegorezec? Ja, kako bi pa ti...
Sledolomec, sledorezec, me se zdelo tako še. Kapir se nekaj prebadaš, neko prebijaš. Prebadalnik. Ja, no, snegobodec se mi pa sliši malo preveč perverzno. Ne, ja, vse taki hladen. Pa v slovenščini moraš prebost, a več ni dovolj, da bodeš. To pomeni, da se ti zapičiš v neki, da pa greš skozi, kvečemu režeš ali pa lomiš. Ok, na tej točki bom tole prevajalsko delavnico ukinil, gremo dalje. Zdaj je na vrsti Igor, da nam malo razloži, kako so te pač knjige, kaj ti za tiste, ki morda ne veste, pa ki še mogoče niste brali, pa bi radi mogoče brali, pa vas zdaj zanima, kje, kaj brati. Je tako, da to seveda, ta serija ni samo po Shadow and Bone istoimenski knjigi, ampak meša več knjig. Igor? Ja, no, ta serija je direkt, cela sezona je Shadow and Bone dobesedno not plus še par stvari zraven in teh par stvari je te vrane. Zdaj Liber Dugo je zgradila ta svoj Grishaverse, ki obsega 7 knjig, trilogijo najprej, ki je pač Shadow and Bone prva knjiga, potem pa še 2 duologiji. In te vrane spoznamo v prvi od 2 duologij, ki ima naslov Vranje šesterice in je prevedena v slovenščino in je od vseh knjig, ki sem jih zaenkrat prebral, daleč najboljša. Zdaj, te junake nekatere so vklopili v Alinino zgodbo, v Shadow and Bone, not se oni tukaj pojavijo na par točkah in dejansko ne vplivajo na razvoj dogodkov, pač čist vse se z Alino zgodi isto kot v knjigi, samo da oni niso vpleteni. Not pa so zato, ker sem pa bral intervju z Liber Dugo in v bistvu je tale Heiserer bil full fan Vranje šesterice in je jo tudi pohvalil po Twitterju in je bila ona zelo počaščena in potem, ko je ona prodala serijo Netflixu, je rekla, on, ki je glih nominiran za Oscar, bi lahko bil showrunner, ne? Pa so rekli, cool, ne? In so ga najeli in on, ja, to bi delal, ne? In pol mu reče, evo, ne, tukaj imaš Shadow and Bone, pa on, ne, jaz hočem delati Vranje šesterico. Ja, nismo kupili, ja, pol pa kupite, če hočete, da jaz to delam. In Liber Dugo se je zelo v redu spogajala, ker je s tem nasvetom actually zrihtala, da je še dodatne knjige Netflixu prodala. In on je potem zelo krasno uspel vkomponirati te like noter in zvemo nekaj njihove predzgodbe. Zdaj, v bistvu tole, kar spoznamo tu Matajasa pa Nino, to je nekaj, kar zvemo na koncu Vranje šesterice, ki pač to je nekaj, kar Nina potem pove njim, da se je zgodilo. V bistvu, kjer spoznamo njih, je Nina del skupine in nujno potrebujejo Matajasa za eno misijo in ga grejo iz zapora v Ketterdamu ven rešiti. In potem on jo sovraži, najprej jezna njo, potem pa pač tekom knjige prideta do tega, da ona razloži, kaj se je zgodilo, torej pač čista, točno ista zgodba, kot smo jo tu že videli. Medtem, ko ostali člani pa so v Vranje šesterici, oni že ful obvladajo celo sceno, oni točno vejo, kaj delajo in tudi kadar se jim načrti zalomijo, imajo pripravljene backup načrte in ful delajo. Tukaj pa vidimo še malo, kako se učijo. Ne? In tudi ena vzporednica je, da recimo v Vranje šesterici oni imajo plan, da bodo se vtihotapli noter v neko drugo palačo kot igravci, ampak jim potem to spodleti in morajo nekaj drugega izvesti, ki je še bolj spektakularno in cool. Glavnem, tista knjiga je res dobra. Medtem ko knjiga Shadow and Bone pa ni tako ful dobra. In če ste pogledali prvo sezono serije, jaz kar priporočam, da to lahko preskočite, prvo knjigo. Dajte kar na drugo. Mislim, vse se dost hitro bere. Ful je v redu tempo pisanja, ampak se pa pozna, da je prvenec.
in da Liber Dugo je predtem, ona je imela band, ki je kar ok, se jih najdete na Spotify ali pa Apple Music ali karkoli imate, pa make-up artist je bila, ona je za filme delala z Los Angelesa. Okay. Ja. In zdaj pa je pač full-time pisateljica. In moram reči, da me je še najbolj presenetilo, kak je preskok v kakovosti pisanja iz prve knjige na drugo. Druga je že zelo bolj spisana in nadaljuje zgodbo točno te točke, kjer se zaključi zgodba te Shadow and Bone, serije tudi. Tako da, ja, kaj še povzamemo na hitro, kaj se zgodi? Lahko je, seveda. Ja. V bistvu glavna junakinja je Alina Starkov, ki živi v neki, zdaj dogajanje. Postavljeno je v neke vrste fantazijsko verzijo carske Rusije. Mislim, da je Li prav rekla temu, kako sem že rekel, car punk. Nice. Medtem ko ta Vranja šesterice, pa ta Leketerdam, kjer se tista knjiga začne, ne, pa kjer njih spoznamo, je pa Amsterdam, v bistvu v istem časovnem obdobju. Potem pa spoznamo še Fjerdo, ki pa je pač neka divja skandinavska varianta, kjer so bolj vraževerni vikingi kot kaj drugega. No in sred te Ravke, ki je pač stand-in za Rusijo, je ena črna gmota teme, v kateri živijo pošasti. In to je nekaj, kar nam tale zadeva da, to je a thing v tem svetu, feature, ne napaka. In one se morajo skupaj z drugimi vojaki in grišami, to so pa pač ljudje z special powers, prebiti skozi, ker imajo supply run in jih napadajo te pošasti, ki se jim reče Volkre in so rip-offi zergov iz Starcrafta. In takrat, ko jih napadajo, je ona, se v njej aktivira tale moč in svojo svetlobo oslepi te pošasti in jih reši. In potem se izkaže, da je ona tako imenovani Sun Summoner, priklicovalka sonca. In medtem ko vojsko teh griš pa vodi tip, ki se mu reče Darkling, in on prevzame njeno urjenje in potem pač se ona proba postati tudi naučiti, kako bi lahko bila v redu griša, in gre v palačo in potem so še tam pač cele intrige s palačo in ta njen prijatelj iz otroštva / love interest Mal, ki je super lovec, jo lovi in potem je še tale jelen z prepletenim rogovjem in ojačevalci moči in fulejnih stvari se zgodi in kar je pa največje presenečenje, človek, ki mu ime Darkling, se izkaže, da je zloben. To moram reči, da je že v knjigi. No, shit. Ja, čist sesule, ja. On je zloben. Čisto slučajno je črno oblečen, non-stop. Ja. Črno oblečen, pa ni umetnik. Pa čisto slučajno se je isto zgodilo v The Punisherju. Ja. Pa Star Wars. Pa v Punisherju so vsi celce črno oblečeni, tako da tam težko reči. Tam ne moreš ločiti dobrih od slabih, ja. Zdaj mogoče za začetek, meni se zdela zanimiva stvar. Veš, kako se meni zdi obnova tega filma, kao Ocean's 11 meet Star Wars. Tako, mash up. Evo. Ja, tam je pač nek heist movie, kar se tiče teh varanov. Ki jih sicer nihče ne imenuje še tako, oziroma na koncu nekako se oni se imenujejo zato, ker imajo tist bar, to je pa v knjigah v redu razloženo, oni gengi imajo, vsak gang ima svoj bar in njihov bar je Vran, The Crow, in potem so oni Vrane. Pa svoje tatuje imajo pa to,
pa 3 so v gangu, kar je res en hud gang. Ne, te 3 grejo na misijo, jih je še več. Drugače imajo svoje tolpo v Ketterdamu, oziroma v Sodu. Ne, da smo koga videli iz te tolpe, dobro, mogoče enega še ali pa 2, ampak smo to. Zanimivo, mogoče za začetek se zdi, Igor si je prav pripravil odgovore, tako da je zelo fino. Jaz sem se pač dosti pogovarjal z ljudmi, nekateri so zdaj seveda pričakovali Game of Thrones, skratka, da je to pač zdaj novi Game of Thrones in so bili mogoče malček razočarani. Nekateri tudi niso najbolj prepričani, kateri žanr je to in ali je to, skratka, ker knjige so young adult, se pravi za mlade odrasle oziroma najstnike in takšna je pač tudi serija. Zdaj, Igor, ti, ki si že pripravil odgovore, kaj jo torej dela serijo za mlade odrasle? Zakaj to kao ni samo za odrasle, kako bi človek temu rekel? Tele Young Adult, v bistvu sem kar dost knjig to vrstnih prebral in načeloma sem knjige... Kar nekaj pove o tebi, Igor, pa se Igor je mlad, on je mlad. Knjige so mi bolj zanimive kot serije, praviloma ali pa filmi. Običajno jih zaznamuje to, da so mladi protagonisti. Tukaj v bistvu v knjigah so še mlajši. Mislim, da so se vsake toliko malo šokirani. Mi smo 16, 17, vsake toliko rečejo to. Ne? Ampak v Game of Thrones so tudi ful mladi, pač vse v knjigah. Ja, ampak tam je v bistvu scena, da imaš tudi zgodbe odraslih, plus vseeno so jih malo postarali, ampak tam imaš recimo tega, ne Tonija Starka, ampak kaj že, takega Sean Bean igra. Wow, The King in the North. Njegova zgodba je recimo prvo sezono ful pomembna, pa tudi imaš dvojčka Cersei pa Jamija pa tak dalje. Ful imaš teh odraslih in njihovih zgodb. Tukaj pa je perspektiva vedno zgolj pri najstnikih, vedno skozi njihove stvari. Ostali odrasli, ki se pojavijo okrog in ne vidiš njihovih perspektiv praktično nikoli. Razen, ker zgodba rabi, da se še oni malo med sabo pogovarjajo, ker drugače pač enih stvari ne bi zvedeli. Takrat imaš, so pa to najstniki, ki so vrženi vedno v neko ultra odraslo situacijo, kar je pač zelo podobno Game of Thrones. In tudi tukaj so zdaj vsi v bistvu gang furajo, so vojaki, ker recimo v drugi knjigi imajo debato, da bi še znižali vravki starost naborništva pod 17 ali pod 15 in tak dalje. In v bistvu je tu vedno tak, da jih neka zunanja situacija vrže v to, da so oni zdaj nenadoma odrasli, bolj kot bi bili bralci njihovi. Zdaj, tempo pisanja, zato ker je za najstnike pisano, ki nimajo glih nekega attention spana, je ful hiter in ful težko odložiš in ful hitro prebereš skozi. In dostkrat ful hitro pozabiš, kaj si prebral. Ampak ful je akcija, non-stop se dogaja, dostkrat se začne čist in medija, res recimo ena zelo dobra trilogija knjig je Illuminae, kjer je tako, prva scena je, da so na enem planetu, kjer so jih napadli iz vesolja in zdaj glavna junakinja razlaga, kakšna štala je, ko se ti to glih zgodi in potem je edini človek, s katerim se rešiš iz tiste šole, tip, s katerim si zjutraj šla na razen, mislim, to je nekak tipična young adult fantasy sci-fi scena, že tu te vrže notim polinenehno akcija. In če je sci-fi, bo full hackanje in tak dalje. Pogosto so apokaliptični motivi, ideja upora, to je mladim obvesli dosti blizu, boja proti močnejšemu, nekemu odraslemu nasprotniku, uporabljanje gverilskih taktik in dostkrat se izkaže, da je nekdo, ki je odrasel, nek mentor ali zaupnik, jih prevaral.
ker odraslim ne gre za zaupati, obvesli. To je tukaj recimo Darkling, dost obvious. Pa drugače v Hunger Games imaš to, ki je en primer tega, Divergent od Veronike Roth, ki drugače Libardugo je prijateljica z temi avtoricami teh knjig. Ful je znana Enderjeva igra, odlična knjiga Oscarja Orsona Scotta Carda, kjer v bistvu je ta prevara, ko do konca prebereš knjigo in ugotoviš, kaj je bila prevara, je tako, no, fuck it, ne? Res dobro narejeno. No? Tako da to plus v zadnjem desetletju imajo vse te young adult knjige močno reprezentativnost LGBTQ, kar tudi tukaj vidimo, in to je vedno čist casual in not vključeno. Ni big deal, ni fokus na tem, nekdo je gej, noben se ne obremenjuje s tem. Ne? Recimo, če en manjši spoiler dam za Vranjo šesterico, ne? Tam sta dva lika, ki sta pač par, ki se zaljubita drug v drugega, in enega od njiju se je oče odrekel, in oče se ga ni odrekel zato, ker bi bil gej, pač vseeno mu je. Oče se ga je odrekel zato, ker ne zna vredo računati, ker je trgovec. Oziroma disleksik je celotno, da ne zna vredo računati. In pač to, da mu ne bo dal potomcev, ne, whatever. To, da ti ne znaš furati trgovskega podjetja, sorry. Ja, to je pravi kapitalizem, stari. Ja. To se meni zdi tudi kar legitimen razlog, da se svojega potomca odkrižaš za zmer. Res, mislim, če ne zna nadaljevati tvoje dediščine, zakaj si ga pol sploh naredil, res. Tega nikoli ne bom razumel. Skratka, Igor, hvala ti, seveda. Poglobljeno. Ja, z vsem tem strinjam in tudi super, da si te izpostavil te ene žanrske stalnice, ki so tukaj. To serijo tudi zelo hvalijo zaradi njene seveda rasne reprezentacije, ne, ker vseeno tudi zelo meša, posebej za fantasy je to res pomembno, ker v fantasyju se zelo pogosto dogaja, da so vsi belci in na pol arici in tako naprej, in da so vse druge rase pač čudne in zločinske in tako, tudi to je treba podariti. Zdaj pa, ker smo to malo kar preskočili, skratka gremo seveda na krog, v katerem povemo, ali nam je bila serija sploh všeč in zakaj nam je bila všeč. In tukaj mogoče ima Mito zdajle prvi to nalogo, da pove, kako se mu je dopadla Senca in kost. Senke in kosti so bile super. Ne, ful mi je bila všeč serija. Mislim, da vsaj do Witchera doseženo, kar se tiče kvalitete, produkcije, igre, napetosti, zapletov in tako bom rekel, vsaj 2/3 serije sem ful užival in kvečemu bi iz 8 delov razširil na 10, kjer pa imam tudi potem zaradi tega, ne vem, priškrnjena mogoče en mali minus, ker 1/3 tega, torej prav zgodba Nine in Matajasa, mi je bila najmanj zanimiva, kljub temu, da je to knjiga, ki sem jo prebral od vseh, pač dozajeten del tega je njuna zgodba, ne? Ker mi je bila nekako najmanj povezana in je ta obljuba njunega nadaljevanja oziroma vpetosti v zgodbo v seriji najbolj ampak kar se pa ostalega tiče, bi pa še kvečemu si želel več, ker na določenih točkah sem si mislil pač, da neke teme ali pa koncepti ali pa loki bi si zaslužili več dialoga, več mesa na teh kosteh, ne, da ja, ok, that joke, ne, nima veze. Pač kvečemo to bi si želel pri tej seriji, da bi iz 8 Netflix razširil na 10, tako si zasluži ena taka spodobna fantasy serija, no, tako si je Witcher zaslužil, no, tako da
to bi bil moj glavni minus pri tem, ker ja, igra mi je bila odlična, mogoče so eni malo bolj še zeleni, napram bolj zimzelenih ali pa odraslih igralcev v tej seriji noter, ampak nič, kar bi v orang štelilo ven. No. Pri fotografiji se mi je zdelo, da ja, mogoče tu pa tam zapade v kakšno Netflix šablono, ja, ful mora biti temno, pa ful mora biti scary na cajte, ampak všeč mi je bil kolorit, všeč mi je bil pristop do tega, zelo fino, no. Nimam kva, da bi zdaj res orang pritisnil na nek gumb, no, res. Igor, kako se je tebi zdelo? Ja, meni je bila serija zelo všeč, v bistvu je boljš izpadlo, kot sem mislil, da bo. Jaz sicer imam malo probleme z igro, ker tale dva, ki sta Mel pa Alina, sta za silo, medtem ko ona dva, ki sta jo igrala kot otroka, tista dva otroka pa res morata na kak tečaj še iti, no mislim. Sej ful je težko, pa vse vemo. Vse mogoče ne bomo več videli. Ja, glede na to, da sem prebral drugo knjigo, en flashback na to še je v knjigi. Okay, flashbacki. Tisto, kak se za roke primeta še enkrat. Ja. No, eno par teh stvari se je malo preveč ponavljalo. Mi je pa bilo totalno všeč vse, kar so dodali tole z vranami. Tistim vlakom, ki šopa skozi z kozo, tole s kozo je bilo genialno, ker si kaj bojo s to kozo naredili in pol to zato, da si pomiriš, objemi kozo. In še to pol tista navezava, kako se ta koza tam najde in ja, res krasno. Tako da več takih stvari bi bilo koristnih, ker v bistvu sprememb glede na knjigo v tej Shadow and Bone knjigo, pa mislim, so dost minimalne, razen da Darklingu kar cel cajt pravijo vsi Darkling, noben mu ne reče General Kerrigan, niti ne vem, če ima ime, pa še eno par, mislim res, razlike so toliko minorne. Pa Jenja je opisana kot najlepša ženska sploh. Tam se res prav dost se ubada s tem, kak je Jenja lepa in zakaj. Ineš. Ne, Jenja. Ta njena... Od Griš. Kako se že temu reče? Spletična kraljičina. Make-up Griša. Ok, sorry. Ja. Okay, ker ne vem, to je meni najbolj čudna super moč, kaj lahko kdorkoli ima na tem svetu. Taylor je. Ne, tukaj ne izveš tako dosti tega. V bistvu Taylor lahko ti popravi make-up, da lepo zgledaš, ampak on te zna spremeniti v nekoga drugega. On te zna zamaskirati in tako dalje. In to pol... V knjigi je lepo prevedeno kot krojačica. Tako, ja. In ima kar set of skills. Krojačica, hlačica. Tako da bi še... mislim, tako da to se mi je vse ful dopadlo in... Mislim, da če bi delali dodatne dele, ja, ful je bogat svet, dalo bi se ga bolj raziskati, dosti bolj me pa zanima, kdaj bodo 2., 3., 4. in 5. sezono še ponudili, ker jaz bi to dalje gledal. No, to je najlepša napoved za naprej. Jaz tudi moram reči, da mi je bila serija všeč, no, tako, ker... se mi je zdelo, da ste mi jo mogoče že malo preveč nahajpala in sem bil malo skeptičen. Pa sem pa začel gledati in sem zelo hitro not padel. Jaz sicer moram reči, da so mi bili pač te vrane dosti bolj všeč kot karkoli z Alino in Malom. Predvsem mi je bil tam seveda problem jaz nisem najstnik niti po duši in pač meni so bili ti sentimentalni flashback prizori katastrofa. No. Meni se je to zdelo res too much. Plus to, da je za vsako stvar, kar sta imela, za vsako karakterno potezo, ki jo imata, za vsako odločitev sta imela flashback iz preteklosti, ki jo je to že determiniral. To meni gre toliko na živce in se mi res zdi najbolj lena neka karakterizacija ljudi ever. No. Če ti misliš res, da smo ljudje toliko simple, da je nekaj, kar smo
ne vem, 8 letih obljubili nekomu drugemu, pol držimo pri 16, 17, pol smo res živimo v drugih svetovih. No? Ampak skratka, to mi je šlo precej na živce, no? To najstniško čustvovanje, po katerem ona ful ljubi tega mala, pa tega ni vedela, dokler ni pač šla od njega, ampak potem takoj, ko on očitno ne piše par mesecev, je že tako, ok, Darkling, prid sem. Mislim, in seveda, ko se izkaže, da Darkling ni cool, je seveda takoj, mal spet si tu, deva se lupčkat. Mislim, ok, se razumem, v resnici najstniki so res taki, ne? Ampak v seriji to deluje malo na hitro. No? To pa problem so mi bile pač te exposition leaki, no? Kjer ti pač nekdo v 3 minutah nekaj razloži, kar tebi svet obrne na glavo in ti niti enkrat ne podvomiš v to. Čeprav je bila strašno zaljubljena v Kirigana, ni niti malo pomislila, da je ta coprnica laže. Tako je sprejela, da je njegova mama, tako je sprejela, da je vse to naredil. To se mi je zdelo pač malo. Res mi je bilo škoda in jaz tudi mislim, da bi serija rabila kak del več, da bi ona to odkrila, da je ne bi to nekdo povedal. To bi lahko ona nekako skupaj povezala in to, ker se mi je zdelo super drug lik unega dvornega prišepetovalca tistega modela. Ja, aparat. Ja. Aparat. No, tale tip mi je bil super, ker je tako neki namigno ene stvari, pa kazuje neki in pač veliko boljš bi bilo, če bi se njega izkoristili za to, da smo marsikaj o tem zvedli. No? Tako da to drugače pa... To je v knjigi še bolj. Dejansko tale aparat se glih toliko pojavi in potem v drugi knjigi potem on zgine in vsake toliko malo vleti in igra neko ključno vlogo, ampak on, mislim, ful je tak ga hajpa za 3. knjigo, kjer bo imel neko vlogo, pa tek, come on. Tisto, kak pa ona, tisto, kar mi je bilo pa najbolj annoying v knjigi, je pa tukaj malo boljše izvedeno. In sicer, da tam, kjer imajo ta ples in to zabavo, kjer bo ona samenala, je tam ono opisi oblek in hran in plesov in ja, razumem, da je najstnicam obleke ful pomembna, in to, kak zgleda zabava, da si lahko predstavljaš, ker pač ful hodiš na neke take zabave, ki so malo drugačne, ker pač ni nekih princev pa to. In potem... ona nima nobenega stika z malom, pa ker iz njene perspektive cela knjiga napisana, ti o malu vse, kar zveš do 2/3 knjige, je to, kar se ona spominja, bolj ali manj, ne? In kak ga pogreša. Potem pa se poljublja z Darklingom in potem greta ven, ker njega zmotijo, ko mu povejo, da so najdli pač sled tega jelena in človek, ki je našel sled jelena, mislim pač ekipa, ki je našla sled jelena, henga na tej zabavi, ker so prišli in je mal vmes in ona ga slučajno sreča tam in potem mata še celo sceno in ja, to 10% knjige zasede to obleke pa lupčkanje pa joj. Fashion je pomemben, stari, to ni kar tako za odmisliti, predvsem najstnikom pa tudi meni, no. Kljub temu, da imam samo eno barvo v moji omari. Ne, jaz se čist strinjam. Darkling. Ja. Črna. Art Douche Black pa to. Ne, točno to, ko je Aljoša rekel, pač in na Kiriganu, na razmerju, ljubezenskem razmerju, pa na exposition levelu bi se 2 dela orang poznala, se mi zdi, no, da bi tukaj se lahko ta misterij ali pa napetost ali pa neka splošen world building lahko bolj razporedil, bil bolj naraven, bil bolj, rečemo, TV friendly. No. Ali pa, rečemo, hipotetično tako, če bi ti gradil mala pa no, kaj že Alina, thanks. Če bi njun lik gradil malo bolj misteriozno od začetka, da imate neko napetnost, nek sex appeal, pa potem v enem delu ali pa polovico dela rukno flashback za vse nazaj, tako kot je bil Darkling, naprimer, ruknen za kao njegov backstory v polovico dela noter, to bi bilo majka, to bi bilo the best in mislim, da bi bila to zelo pametna pa seksi odločitev. No. Ja, tako da tu mislim, da bi se res fajn poznalo 2 dela prepopati na to meso gor.
Ja, plus to pač meni je tudi tako, da mi mal, recimo Darkling pol zgubi tudi neko misterioznost, recimo. Predvsem pa mi je problem, ker iz tega, jaz sem imel mislim, do tistega trenutka, ko se ona dva košuvata, je on pač res gleda kot nekdo pač z ranjeno preteklostjo, ki so ga preganjali, ki skuša Griše pač zaščititi in tako naprej in tako naprej. In tudi pol v flashbackih še vedno vidimo pač to zgodbo, kako se on trudi Griše zaščititi in vse to, ampak on je od tistega trenutka, ko njej te rogove pač usadi v prsnico, je samo še zloben, bolj ali manj. Ok, mala pusti pri življenju, zato ker pač ga bo itak preživel, koga je, ampak v resnici pol postane ultra zloben, ultra grozen, še celo njegovi lastni henchmeni so eni kar mal začudeni nad njim, ker se jim pač prvič pokaže kot nekdo, ki bo tam pobil ki bo razširil ta fold, kakorkoli mu temu rečemo in tako naprej. In meni to ni bilo, mislim, meni je tu kar zgubil precej neke karakterja, no? Neke sivine. To se strinjam, ne bi pa rekel, da je zapopadel v popolno črno-belo apokalipso ali pa sliko. No? Vseeno mislim, da vse meni je ful ohranil tega, kako naj temu rečem, empatičnega uživetja, no, oziroma naboja, no, da je ohranil, ker kljub temu, da na koncu v spoiler pride po kredicih ven, pa reče, sledite mi, kao preživi zadnjo bitko ali napad, da ima kot bad guy zelo lepo plastiko, da ni zgolj črno-beli lik, da je ohranil, no, pač kao ta prvotni draž. A veš, kaj mislim? A tebi ni? Vem, kaj misliš, ampak meni ni, ne? Meni pač po tistem, ko on Alino dobesedno zasužni, pač po tisti točki jaz ne vidim, pač tam je meni pač precej me izgubo. Tudi se pravi, kar njegova ena pribočnica, kar začne z njimi delati, ker vidi kakšnje, kar naenkrat pozabi, da je mala hotel pustiti pri življenju in se mlati z njimi iz nekega razloga, čeprav je več kot očitno, da mu mal ne more nič narediti. Ne vem, mene je to malo tako, pustimo to, da seveda ta ideja, da bo ti nekdo tak bad guy umrl na ta način, da mi tega ne bomo videli, to bi se že mogli liki vsi naučiti. Mladi so še. Mene zelo natalno se spomnil. No? Veš, kao nek tip, ki ima zelo sprijeno logiko tega, kaj je pravilno, kako rešiti nek shit, ampak nekako mu lahko zelo perverzno prikimaš, veš, kao pizda, skuša rešiti svojo raso, rečemo temu tako, na zelo okrutne in gnile načine in razumem te njegove pribočnike, da mu kao tudi prikimajo in kao, veš, ima ta zelo, mislim, da perverzen način, da te privabi, no, noter. Se mi zdi, da je to ohrano, ne. Vse meni, no. Da ima, ni za, ne vem, najboljši lik ever, ampak da ima nekaj tega, no. Ok, jaz upam, da bo v drugi sezoni to še kaj boljše. No? Upam, tudi jaz. Jaz se bojim, da potem zdaj, ko je prišel tam ven z unimi sencami, da je to... Glede na to, da sem drugo knjigo prebral, a vas zanima, kako se razvija Darkling? Ne, dajmo, ne bomo spoilali knjig. Serijo lahko spoilamo. Serijo lahko spoilamo, knjig pa ne. Ne. To je diskriminacija, stari, to je diskriminacija. No, gled, okvirno lahko povem, kaj se zgodi na prvih 10 straneh. In to je Mal in Alina bežita in imata srečen life in tam na 5. strani ju Darkling ujame. Konec. In potem pa postane zanimivo, ker se vmešajo pirati v zadevo. Tako da druga knjiga, prva tretjina je set on high seas in dobimo ene nove like not, ki so zelo cool. Enega pač poveljnika piratov, potem pa se dogajanje seli v Ravko nazaj in Alina prevzame Second Army, torej Griše, in dobi njena zgodba, malo začne spominjati na najljubšo knjigo Lee Bardugo in sicer Game of Thrones. Ona malo Daenerys postaja. Dobi
dodatne powers, Darkling tudi dobi dodatne powers in potem je druga sezona bo, če bodo sledili tej knjigi, kar se njenega loka tiče, dost bolj Game of Thrones. Vsake toliko še imajo spet to, ja, mi smo najstniki, dajmo žurati, pa take variante, ampak... Dajmo se lepo obleči, ja. Ja. Ampak je dost bolj to. Ja, Daenerys lok. Kak pa misli on potem vrane not vplest, pa mi zdaj ni čist jasno, ker lahko, da bi potem že imeli vzporedno tu noter vranjo šesterico, ne? Ker glede na to, da se tukaj dogaja hkrati, po mojem, ni treba zdaj njenega loka zaključiti, da lahko njihovega začneš. Sploh zato, ker so že poudarili tam na začetku, da ta Pekka Rollins, on pa je zajeban. Ne? Ker v vranji šesterici Pekka Rollins niti ni tak pomemben lik, ga omenjajo večkrat. Ne? Ja, samo tisti revenge porn, ki ga ima, ja. Pol v Pokvarjenem kraljestvu je pa on čist bad guy, pa... pač zveš, kaj ima Kaz proti njemu in kak se mu maščuje. Kar je zdaj, da bi pa to, 5 sezon naprej dali, pa se mi zdi malo problematično, da toliko hitro nastaviš. Tako da po mojem bodo že vranjo šesterico z štorijo začeli furati tu vzporedno z tem, kaj se tam dogaja v Ravki. Ja, jaz tudi domnevam, glede na to, da je zdaj itak če si rekel, da rešuje unga iz zapora, unga so zdaj itak ujeli, skratka tega Fjerda, kaj je že? Matajas, ja. Tako da njega so itak ujeli, tako da domnevam, da je to pač pol začetek te štorije. Me pa zanima, koliko se bo zdaj to prepletalo, seveda. Vseeno pa se to moglo nekako prepletati. Bistvo je tak, da tist pirat se potem pojavi v Crooked Kingdom. Tako da to potem lahko spojila te knjige. Pač tam, ko se on pojavi, dejansko zveš, kaj se zgodi tu, ker te štorije se zgodijo pred onimi v knjigah. Tako da Crooked Kingdom je potem malo triki brat, oziroma Pokvarjeno kraljestvo. To imamo tudi prevedeno. Ampak to je tudi prevedeno v slovenščino, je isti prevajalec. To je drugi del, ja. Ja. Tako da lahko potem imaš neke navezave preko teh gusarjev, preko tega, kaj se dogaja na morju. Mogoče v Crooked Kingdom gredo oni v Fjerdo, mogoče morajo iti v Fjerdo prek Ravke, kakorkoli. Zvejo, kaj se bo, že vnaprej zvejo, kaj se bo zgodilo tam na koncu. Mislim, je dost prostora. Lahko tudi vranjo šesterico vlečejo na 2 sezoni, ne na zadnje. Ne. Bi tudi šlo najbrž. Ja, bomo videli, kaj se bojo, skratka kako in kaj se bojo odločali za naprej. Zaenkrat sicer še nima zelene luči, ampak glede na ves medijski, glede na odziv na spletu, ki je kar velik in dost memov je nastalo. Ali ima že druge sezone odobrene? Ne, zaenkrat še ni zelene luči. Mislim, da črti so... Avtorica in showrunner vesta, kaj bosta delala in kaj bi rada delala, ampak Netflix zaenkrat še ni rekel, tle ima ta cash, zadavta se z njim. Čudn. Drugače, ne? Ja. Ena navezava je na Dravsko-Ptujsko polje, ali jo veste? Ja. Kraljeva družina, ne? Se piše Lancov, tako da so očitno iz Lancove vasi. Jesus. Ja, ta bo prav gotovo, ja. Čeprav jaz moram pohvaliti, najbolj pri tej seriji moram pohvaliti pač jezik. Meni je bila ta, pač čist je ujela meni duha peklenske pomaranče s temi napol ruskimi, s temi moja carica in tako, ki ga se prav predstavljaš pač Darklinga, da bo začel z nekimi tižulami, mižulami in podobnimi. In se mi je zdel res cool, pa več čas sem čakal, da bojo pili moloko, no. Mlek, tako da... Pa malo so me razočarali, no, ker ni noben. Sem mislil, da je pokobuna koza, da zdaj pa zagotovo bo kdo menil kaj z mlekom. Ampak ni. Ja, ta jezik, meni je bilo všeč to,
ta neka prepoznavnost, ki je noter, hkrati pa je vse malo ukrivljeno in drugačne. Na pol je Evropa in je Rusija, pa hkrati ni Evropa in Rusija. No? In tu sem še hotel reči, da meni pa serija zelo spominja na Full Metal Alchemista, v tej svojem delu, da so tu griše, tam so pa alkimisti. In tam so alkimisti del vojske, pa nočijo biti, sovražijo vojsko, sovražijo pač to, ampak so pač kao vojska jih vse skuša odkriti in jih avtomatsko morajo postati del vojske, pač priti k njim, zato ker pač vojska jih uporablja seveda za vojno in tako naprej. In je pač nek tak zelo podoben feeling, da se alkimisti hočejo odcepiti od njih in tudi tam govorijo ves čas, da je to, kar počnejo oni, seveda alkimija je znanost, ni magija, tako kot je tu, so male znanosti. Male znanosti, ja. Tako da tu so bile ene zelo zanimive podobnosti, no, moram reči. Ok, good catch. Zanimivo. Jaz bi pa vprašal, ker mogoče tega še nikoli nismo imeli, ampak v fantasyju je v bistvu zelo... To smo zihano imeli. V fantasy je v bistvu zelo pomemben ena distinkcija med soft magic systemom pa hard magic systemom. Ne? In mislim, da v eni seriji, kot je tale, smo zdaj v bistvu prvič videli neko magijo, zelo lepo prikazano v seriji. Ne? Game of Thrones se je tega izogibal, Lord of the Rings to zamahne zgolj z roko, Gandalf pa tako naprej. Tle pa mislim, da se malo več s tem obadajo, pa kljub temu, da je v knjigi več... opisov, seveda, ne, kot se za literaturo spodobi. Me zanima vajno mnenje, kako se vam je zdel ta prikaz tega. Ker, kako se vam je zdel? Ne vem, meni se je zdelo, da stvar ima neko logiko. Meni je to vedno všeč. Ja. Meni je všeč, ko imajo stvari logiko. Hard magic system. Razumem, ko imaš da pač skušaš narediti like, da so čim bolj domišljijsko bogati in tako, ampak se mi zdi, da pa če stvar nima neke logike, da pač ni okej. In tukaj imaš nek sistem, imaš te hard rendere, imaš te tailore, imaš te karkoli, imaš neke sisteme teh griž, kakorkoli pač so. In ja, lahko imaš trenutek nekega navdiha, ko je pač naredi pol neko to bariero in noben ne ve niti točno zakaj pa kako, deluje po nekem dnevniku, mrmral je neke magične besede, čeprav mi je to nekako ni šlo skupaj z to znanostjo in vsem tem, kar so omenjali, to se mi je zdelo kar malo za lase privlečeno vse skupaj, ampak kar se pa ostalega tiče, pa se mi je zdelo cool, da ima stvar neko logično in da ni vse mogočna. Mene pač vedno bom ponovil to, razlika med DC in Marvelom meni je točno v tem, da je tam pač Superman nenadjebljiv in da pač mu ne moreš nič. Tukaj pa se, kljub temu, da Darkling lahko pač solidizira zrak in pač materijo in pač pobija ljudi z njimi, pač ni vse mogoče, še vedno, če ga ti zadeneš z metkom v glavo, bo crknil, pač ne. In tudi pač tisti prvi napad, ko njo peljajo skočijo in prvi napad na pač te griše, je meni super, ker ti prikaže, kako tudi te griše lahko pobijajo pač ti vojaki in da pač oni niso vse mogočni. Ne? In šele pol, ko on pride Darkling, vidiš, koliko je on več od vseh drugih. In ta neka notranja logika, dinamika mi je pa bila vseeno precej zanimiva in se mi je zdela v redu narejena. Super. Sej, to je v knjigah, sploh v drugi, še bolj razdelano. Ne? In sicer oni vedno poudarjajo, da griše ne morejo ustvariti stvari, lahko jih samo spremenijo. Ne? In ne morejo ustvariti nekaj iz nič. In tu je potem razlika, da to, kar Darkling naredi, je to in prekrši vsa ta pravila in ta pravila prekrši zaradi tistega dnevnika. In tisti dnevniki so full big deal, ki jih je napisal neki Ilja Morozova in to je tale Morozova steg in tak dalje. Ne? In so tu neke zgodovinske stvari, ki so bile izgubljene in je on edini, ki ve to in Alina pol to skuša zvedeti. Tako da tukaj je stvar v tem, da je določeno, kaj oni lahko naredijo, to, koliko pa lahko on več, pa je nekaj, kar noben še ne razume, zakaj, ampak probajo razkriti. In tu je glih catch v tem.
Tako da to ji je ratalo ful razdelati, pa ja, meni je tudi to bliže všeč sistemi. Aha. Ja, in tudi v sci-fiu mi je bolj všeč, če je razloženo. Ni mi všeč zdaj, če imaš ne vem kako dolge razlage tehnične ali pa kakorkoli, kako bi naj nekaj delovalo, ampak dost fajn mi je, da pač veš, na kak način se lahko potuje hitreje od svetlobe, da ni pač, pač gre. Se zgodi, ja. Pač insert techno gibberish pa gre. Pač, kaj že je bilo tisto, pač prevozil sem neki v koliko parsekih? 12 parsecs, 12, v tem smislu, meni je ta serija menik točno v tem, da smo se meni zdi, pa ko mot me nekdo popravi, ker zihar se motim, ampak vse koliko jaz vem, da smo prvič videli nek blockbuster serijo, ki uporablja Hard Magic System, ker do zdaj smo zgolj imeli Narnijo, pa Lorda, pa Harry Potter, ki vsi uporabljajo ta mehki čarovniški pristop, kjer se pač zgodi. Igor, prosim, popravi me. Witcher ima do zdaj zelo zanimiv pristop, ampak ni še pa razložen. Zelo je tak medel. Pri Witcherju še ni neke logike še v resnici, ker je napoved tako tudi magična bitja so, ki nimajo nobenega smisla drug z drugim. Tako da nisem jaz tudi, pa mislim, ni še razloženo. Vse do zdaj, kar je v seriju. Enako kot se omenja tudi njegova temna tvar, ker so tudi kar neki ta jantarjev nožke od nikoder, ker tam je neka stvar, ki tudi nima nobenega smisla vse skupaj. Zdaj pa tako, 2 seriji pričakujem zelo z velikim zanimanjem. Ena je seveda Wheel of Time, kjer ima soft magic, zelo po Lord of the Ringsu, kao je tisto, kar ne maram sicer, ampak zgodba je tista, kar me zanima. Pol imaš pa tukaj Mistborn, kjer je pa hardcore magic system, torej Allomancy, kjer pa z železom manipulirajo. Ves magic se okrog tega ukvarja. In tam so pa zakonitosti Sandersona zelo v nulo zakoličene. In tega se ful veselim. Jaz bi več tega rad videl. In ta serija je nekaj, kar me je zelo na to spomnila, da v bistvu kao, to je zame nekaj novega, nekaj, kar je zanimivo, nekaj, o čemer ne vem, če je sploh full debate okrog tega, ampak v teh angliških forumih ali pa fantasy forumih je pa zelo prisotno Hard Magic System, Soft Magic System, je nekaj, kar je zelo zanimiva debata. Ni pa še bilo tega full prikazanega, tako da zato se mi zdi ta serija mogoče en zanimiv mejnik pri tem. No, drugače je tu spet jaz mislim, da je to, moram pogledati, če je Libar Dugo res fanica Full Metal Alchemista, ker tudi to je seveda, pač oni tudi ne ustvarjajo iz ničesar, oni imajo vedno pač ki ustvarja ogenj, vedno potegne to vročino iz zraka, ki vodo potegne vlago iz zraka, ne morejo brez tega, se pravi, če bi se znašla sred puščave, ne more ona alkimije delati, tako da tam imajo tudi eni oblikujejo zemljo, eni zrak in tako naprej in je precej Zikr sem, da nas bo kdo mislim, da Last Airbender ima v bistvu zelo ene določene zakonitosti noter. Mislim, da ima tako da že to je moj prvi kiks, sem tak izrazil, ampak več tega bi vsekakor pričakoval, da se pojavi v takih velikih Netflixovih pristopih. Mislim, da mogoče pač jaz sem prebral zgolj Vranje v šesterico, ampak tam je pristop v knjigah, torej, da veš, da griše morajo roke uporabljati, da sploh ta magic izvedejo. Med neko v seriji sem pa to malo pogrešal, veš, da bi prav ta zakonitost bila bolj zakoličena oziroma bolj povedana, če ti to preprečim, ne moreš tega narediti. Veš, kaj mislim? Ena ta, kako naj rečem, ta world building, da bi stopil bolj v ospredje. A veš, kaj mislim? Ali sem zgrešil to? Čeprav, vse je bilo, mislim, ko Darklinga uklenejo tam. Aha. Je jasno povedano, da on ne more, če mu roke uklenejo. Tudi njo, ko napadajo Nino, ko jo zvežejo. Res je, imaš prav. Ko je Unzono Bowlo, je tudi imaš prav. Mislim, da je tam prvič celo
Da sem jaz tam prvič skužil, ja, da morajo uporabljati roke. Čeprav mene bolj recimo pri tem, mal mi je bilo tako hecno vse skupaj, pač Alinina sposobnost pač tega sun summoning, se pravi priklicovanja sonca, ker se meni tako kot, kaj že Beckerju, pač tudi ni zdelo nič posebnega v resnici. Ja, pač, če lahko sence, lahko sonce, pač svetlobo, pač gledajo malo bolj kot en malo boljši ognjemet. Glej, dva sta si ogenj podajala pred tem, tisti je bilo pred igra, pa pride ona pa pač naredi vse svetlo. No, ima ful, polko spili malo, to, kar obvlada je, da tak lahko z tistim katom ne samo poreže ljudi, ampak ruši tudi stavbe. In seveda tisti fold resno napade, tak da ona je kar powerful. No, ok, tega ni bilo, no, to ni bilo. Meni je bil mal bolj powerful, ker je vedno bil na pravem mestu, ko je bilo treba. To se mi je zdelo pač ful boljš, no. The power of positioning. A bi šel do stega iskati. Jaz, a je tam? Ja, grem pogledat. Gled, našel sem ga. Mislim, tako precej se mi je zdelo. To je moč ljubezni, stari. Ja, imaš prav. Pa tudi pol, ko bežijo v eno smer, pol pa sta kar naenkrat že tam. Skratka, česar ta serija se res ni naučila, Game of Thrones, je to, da v prvi sezoni morajo ljudje ful dolg hoditi, da pridejo od ene točke do druge točke. Je pa se naučila kao eno foro iz Harry Potterja, kao tale wand lore, veš, ker na koncu, ko ta steg fora, veš, ta steg zagonitost, ko on tega jelenjaka opleni, kao, v narekovajih, pa si misli, da si je prisvojil to moč, ne. Dejansko se je on njej poklonil, on je njej podaril to moč in je v bistvu kao ta wand lord kot Harry, Draco tu v bistvu njegovo palčico zvizne. Mislim, se mi zdi, da je dosti zvizneno iz tega filma, knjige. Ja. Ja, pa se tudi v resnici ste se mi ta, spet pozove, Nina in kaj je ta model? Matajas, je Benti, no. Se meni zdela zelo kot Jon Snow, pa una rdeče lasa, no. So brez seksa. Ja. Prikazanega, ja. Ne, dejansko ne seksa, tak ful je malo seksa. Ja, to je pa kar malo razočarano. Kar je zelo čudno za young adulta, veš. Ja, me bi bilo čudno, zdaj si pa pomisliti, kaj bi bilo, če bi bila ta serija na HBO-ju. Na IO9 se je eden od editorjev bunil, da je pogledal že pol sezone and there's still no boning. There's lots of shadows, but no boning. Oh, shit. Naslov zavaja. Oh, wow, ok. Lot of shadow play, a little bone, ok. Cool. Skratka, definitivno vabimo ljudi, da to pogledajo. Čakaj. Gledaj mi to spet. Samo dve stvari bi še rad omenil. Kostume, pa Budimpešto. Budimpešta je bila pa zelo lepa. Mislim, meni so kostumi sjajni, glede produkcije, ki je bila notra dana, je the best. Ta pozornost na podrobnosti mi je izjemna, tako da v bistvu na tej vizualni ravni onkraj fotografije, če greš v ta detalj, je ful čudovito za pogled. Prijazno očesu se bom tako izrazil. No? Potem pa še predvsem Budimpešta, ta, kako naj rečem, srednjeevropski, balkanski skoraj da moment, pravoslavn je zelo prisoten in je... Jaz mislim, da ti bojo Mađari malo zamerili, če mi rečeš, da so pravoslavni. I don't give a fuck, kao, če mi Mađari zamerijo, saj razumejo pri nas tudi slovensko Mađari, ne? Zelo lepo lokacijo so si izbrali, ker vem, da večina serij, fantasy serij, ki jih trenutno nastaja, je v Pragi snemano. Tako da ta mađarska izbira je zelo zanimiva in za to serijo, pa za ta car punk, kot si se izrazil, je zelo primerna pa čudovita. No. Tako prav, dobil sem velik zanos, da bi pičil na vzhodno mejo malo pogledati, poškiliti. No.
Ja, ne, definitivno. Tudi, produkcija je pač precej visoka in jaz bom tudi rekel, mislim, meni je zaenkrat, pač, če jo primerjam posebej z njegovo Temno tvorjo, to precej boljša serija. Ja. No? V vseh pogledih, tudi v igri. No? Mislim, mogoče smo malo o varanah pomenili, ampak tako, kot sem jaz rekel, meni so bile pač te varane najbolj všeč, ker je tam bilo tudi dost humorja, pa teh nekih, nekaj, kar me je sicer na začetku malo motilo, pač vse to prepletanje, kako se stvari, ampak pol vidiš, da se malo poigrava in pol, ko je ta koza prinese unmu na boj, da se reši, tam si že čisto not in si tako, ja, bravo, koza. To je njegov support animal, ne? Ja. Tako da... Ja, definitivno čakamo, upamo, no, da Netflix prižge zeleno luč za drugo sezono in da si tole lahko gledamo še naprej in da vidimo, če je Igor dovolj spoilal ali premalo drugo sezono. Skratka, v drugi sezoni pričakujemo pirate. Upam, da res. Pirati. Ja. Ne bo jih igral Taika Waititi, žal. Ne v tej seriji. Dejansko bi bil super on, ampak še vedno smo v Young Adult, tako da tudi tale piratski kapitan je 17 ali nekaj takega. Ne. Taika can pull it off, jaz mislim, da. Je, to tudi jaz mislim, ja. Skratka, na vrsti bi bil Star Trek kotiček, Mito je, a si se vmes... Si zapomnil, kaj boš predlagal? Ja, v bistvu, zdaj se, tako sem rekel, že v našem ofu, no, v predpripravah, da pač Star Trek se zelo slabo pogovarja s fantasyjem, ampak če pa že gremo na neko, rečemo temu, osnovni premiso, ali pa kako naj temu rečem, temo, te serije je, da pač se zgodi sred države neka prepreka barijera, ta default oziroma ne morje po slovenščino, ne? Po slovenjeno, pardon, je Star Trek 5 najboljši približek temu, torej 5. film originalne zasedbe, ki ga je režiral William Shatner, po moji oceni najslabši film iz te nabirke, no, ampak zelo zabavno. Tako Tigo reče, vedno rad omeni ta citat, torej, what does God need a starship? Torej, zgodba je, da, ne vem, zakaj sploh oni morajo iti v center galaksije, to sem čisto pozabil. Zakaj oni grejo sploh v center? Ne vem. Zakaj? Tudi jaz sem to gledal nedolgo tega, pa priznam, da... Jaz vem odgovor, so the movie can happen. Ja. Mislim, da je Cyborg, ta njegov brat. Točno, ja. Ta polbrat, ne? Ja, polbrat, ja. Ne smemo biti na sramni. Ja, točno, Cyborg najprej uleti na nek neutralen planet, kjer se Klingonci pa vsi ostali ful dolgočasijo, I guess, in on prevzame ves tisti shit, pol pa zajame neko ladjo, tista ladja potem zajame Enterprise in on z ugrabljeno Enterprise piči preko te navidezne meje, whatever, pač obstaja na centru galaksije, ker pač tam je Bog. The Great Barrier. Ja, The Great Barrier, nekaj tazga. Mislim, da jih zasledujejo Klingonci z kravjimi dreki na čelih in to je ves film. Ja, zelo slabo. Ja, da planet Šakare, ki je v središču vesolja in kjer se je življenje začelo. Ja. Ker je tam Bog doma. To je res Pik Shatner. To je Pik Shatner. Ja, definitivno so to mogli dati Shatner. Ful se mi dopade, da si rekel, da se sci-fi ne pogovarja, da se Star Trek ne pogovarja s fantasyjem, ker to je pa hard sci-fi. Se vem, in to je edini približek, ki ga najdem, ker drugje oprosti ga res ne najdem. Ja, mislim pa tudi, ok, veš, rekli smo Young Adult, kaj bi še lahko pri Star Treku Young Adult, Wesley Crusher, ajde, bi par epizod, ki jih ima, da ga porineš noter v tole, pol ene par epizod imaš. Mislim, Shatner se cel cajt obnaša kot en najstnik. Ja, samo meni niti on ni,
on niti ni toliko najstnik kot en pač malo rahlo alkoholiziran kavbojc, razumeš? Ful nima pojma o diplomaciji. Za razliko od najstnikov. Ja, kako da nima, on osvoji vse vesoljke, vse haraske, jih je kjerkoli srečajo osvojil. To je mehka diplomacija, ki zelo hitro odvidi. Okay. Pri mehki diplomaciji pa šeter bom nehal. Skratka, smo pa v rubriki, kaj gledamo, beremo, poslušamo, ker sva oba z Mitotom napisala STA nič. Ima pa zato Igor je celo nekaj uspel v tem tednu dni pogledati in prebrati in poslušati, ali kakokoli. Igor, kaj si lepega videl? Pogledal sem ne še čist celo Falcon and the Winter Soldier in moram reči, da to pa je za nič, ne? Mislim, ima ene teme pa ideje, ki jih da naprej, ampak tak, ker imaš neke, se dobijo ljudje in pol se probajo meniti, ampak se niti še ne začnejo meniti in se tepejo in ti ni jasno, kdo se s kom tepe in zakaj in pol laufajo na drugo stran mesta Prage in se tam dalje tepejo in ne veš še vedno ne zakaj in glej, en kup idej, ki jih ima zapovedati o beguncih in o rasizmu in to je zelo dobronamernih, ampak res ne vejo, kako povedati. In te akcije po eni strani so v redu speljane, pa tako, ker nimajo smisla, pa tudi kjer koreografija bi še štimala, res ne veš zakaj. In mislim... mi je pa všeč, da se dogaja en del tam v Mariboru. Jaz mislim, da bi kar celo lahko tam imeli. Mislim, da nekako drugače napišejo ime tega mesta, ampak to je Maribor. Zgleda, to si že zadnjič tisti neon. Zdaj ga mogo res pogledati, ker ta screenshot moram dobiti. To me zdaj res zanima. V bistvu je, si zapomnil, kako se reče temu mestu, neki Maripur ali nekaj takega? Ja, čakaj, zdaj mi... Se je ful Madripool, ali ni Madripool? Ja. Mislim, da je ful znano v Marvelovem univerzumu. Zgleda pa kot sci-fi Hong Kong iz, ne vem, pač Ghost in the Shell. Maribor. Ja, Madripoor je, pač po Singapurju je. Je pa zelo pomembno to mesto, Igor, to ne smeš. To moraš vedeti. Mislim, ful je pomembno, kaj ti v Madripuru, točno v tem baru, v katerem se oni srečajo, je hangal tudi Logan. In ljudje so pričakovali in nekateri so baje ustavljali tle pač serijo, pač screenshot za screenshot in iskali, če kje zadaj kakšen easter egg, da se pojavi pač Wolverine. Bogi reveži. Mislim, kaj WandaVision ni izučil z celim fake Pietrom? Jaz mislim, da teh ljudi nič ne izuči in jih nikoli ne bo. Čakaj, pol si že prišel do Julie Dreyfus ali še ne? Ne, ta 4 dele sem pogledal, koliko v glavnem zdaj imam zadnja 2. No, potem sem na TV-ju naletel na enega meni najljubših filmov sploh, Naključni popotnik oziroma turist, Accidental Tourist, ga je naredil Lawrence Kasdan, ki je znan kot scenarist Imperij vrača udarec in teh novih Star Warsov tudi. Ne vseh, ampak ja. In je priredba istoimenske knjige, ki je tudi na voljo v slovenščini, jo priporočam. In je taka romanca, ful dobra, o tipu, ki fura safar, ker mu je sin umrl in ga je žena pustila in ima ful quirky familijo in njegov job je, da potuje naokrog in piše tele popotniške vodnike za poslovneže, ki nočejo potovati. Torej, kak iti v London, tako da bo delovalo vse skupaj čim bolj Ameriki podobno. Ali pa kamorkoli drugam, ali pa Pariz, ali pa kaj takega, da čim manj te zmoti tvoj life.
No, in medtem pa se mu zmoti life, pride ena ženska not in je ful dobro. Narejen film, William Hurt, Gina Davis, ki je dobila celo Oscarja tu, Kathleen Turner. Tako da res vredu film, ful romanca, prav ful priporočam. Pa tudi na TV-ju sem ujel Fight Club in moram reči, da vedno manj razumem, ker zdaj že nekaj časa nisem gledal tega filma, sem pa bral dost o teh tipih, ki pač religiozno gledajo. Eno vprašanje, kako 90 toksična maskulinost nagovarja našo toksično maskulinost, torej v 21. stoletju? Daj povej. Ne vem, meni je ful problem to, kar sem bral pač o vseh teh incelih, ki menijo, da je cel problem sveta v ženskah, ki jim nočijo dati zafukat, in pol gledajo Fight Club in se jim zdi to. In what the fuck? Cel tisti pogovor tam je proti kapitalizmu. Medtem ko se dva tipa lepo gledata. Mislim, ful imaš onih kadrov vmes, kjer tak, to ni samo hintanje na gej scene. Dost obvious je in cel problem, ki ga imajo, je za kapitalizmom, nobenega problema nimajo z ženskami, prav zares omenjenega. Razen da reče on en stavek, da se ne rabi poročiti. Ne rabiš se na silo poročiti, obviously se ne rabiš na silo poročiti, ampak problem pa je kapitalizem in res. Hkrati pa menim, da sploh zdaj, ko sem gledal Manka, pa to, mislim, malo je stagniral v svoji sposobnosti režiranja Fincher, ker to je kar fucking awesome. Mislim, tak res, da dolgo nisem gledal tega filma, sem ga pa dostkrat gledal. In ene stvari sem prvič opazil, recimo tam, ko se prvič stepeta, pa Norton vdari Brada Pitta, pa Brad Pitt odleti proč, pride nazaj, kamera je fiksna. Ko Brad Pitt vsipa Nortona, kamera gre z Nortonom, toliko ko njega odnese. Mislim, taki detajli so noter, ki res, wow. Mislim, ne bi šel še enkrat gledati Manka, ampak zihar sem da ne bi najdel takih podrobnosti. Če pa to pohvala za Finchera, ne bomo gledali Manka, bomo pa še pogledali Fight Club. Tako da priporočam, da si še mogoče pogledate Fight Club, ampak res mislim, ta toksičnost not je usmerjena proti kapitalizmu in ne razumem. Ne samo mogoče to je, slejko prej bo ena debata mogla pasti, ko se pride do teh negativnih likov ali pa likov, ki so predstavljeni v določeni luči, da se tako izrazim in se jih potem povzdiguje, kot rečemo Jokerja, z 2019. Kva dejansko ti hvališ tle, veš, ali povzdiguješ, ker režiser je v bistvu prikazal eno sliko, po kateri se mogoče moramo malo zamisliti, ne pa dejansko povzdigovati ali pa hvaliti. In meni tudi, naprimer, rečemo, crossfit idioti, ki povzdigujejo Fight Club, like v neko ospredje, se sprašujem, ali ste vi sploh sposobni določenega branja ali pa razumevanja tukaj posredi, pa sploh ne grem na knjigo, ki sem jo tudi prebral, kjer so določeni messagi dosti bolj prisotni ali pa direktni. Tako da Fight Club je meni velika zagonetka v določenih, rečemo temu subkulturnih kuluarjih. Mislim, vsekakor je ti prej jasno kot pri judovski zaroti v Dejljev. Tega nisem se pričakoval. Naciji menijo, da je ta film dokaz in John Carpenter je že večkrat rekel meni. Pusti ga pri miru, ne gledaj tega filma, če ste naciji. I don't care for you, ampak Evo, jaz bom samo zraven moje ničle spustil en tudi 90s movie, ki sem ga pogledal, kjer pa režiser mogoče ni imel toliko pojma, ker sem pa pogledal zanimivo Terminator 2 Special Edition in moram reči, da tukaj je pa en zanimiv zasuk, ki me je ful presenetil. Torej, vsi poznamo te dva. Special Edition ima ene par določenih scen noter, ki so ful zanimive, the best, rečemo T-1000, torej Patrick
Čakaj, kako pa že ime igralcev? Nima veze. T-1000, ki po Johnovi sobi skače, pa išče fotografije, ki jo potem v teatralni verziji celo pokaže, ne? Ali pa zamenjava čipa z čudovitim trikom Arnold Schwarzenegger v ogledalu in dvojčico Linde Hamilton, ki sploh nisem vedel, da ima čudovit prikaz teh par dodatnih kadrov. Res the best. Ampak na koncu pa fucking Cameron totalno zajebe. Sploh mi ni jasno, kako je kljub prigovarjanju producenta, ki je kupil štorijo od studija, in je zmagal ta producent v krigu z Cameronom, da je v teatralni verziji ohranil originalni zaključek, da po koncu filma, ko Švarci gre v lavo oziroma v tekoče železo, je potem samo cesta in tisti zelo temačen zaključek, pač ne vemo, kakšna je naša usoda, vse je še odprto, bla bla bla, that's it, that's the end. In je čudovit temačen zaključek na temačen film. To je to. V tej special edition je pa postarana Sarah Connor na klopci, ki gleda svojega vnuka, in Johna, ki je senator, kako se igra za svojim sinom, in ona govori o tem, kako je vse pozitivno in the best in vse je ful barvito in vse je ful za pobruhat. Meni ni jasno, kaj Cameronu ni jasno. Res mi ni jasno. What the fuck, no? What the fuck? Res, what the fuck, no? Naredi totalen dark film, pa za... What? Ne vem. Ja, a nisi ti rekel, da Cameron don't do čakaj, smo že rekli, subtilnosti? Presenetil me je tako grozno me je presenetil, da mi je da sem se mogoče celo vprašal, what the fuck, mogoče tip sploh nima pojma, kaj dela. A veš, tako, posl šel na IMDb in je tam cela špura o tem, kako se je on kregal za tem producentom, da mu je film ful preveč temen in da mora dati neko pozitivno noto in ne vem, brez besed sem ostal, res. Priporočam ta film, da si ga pogledate zaradi dodatnih scen, ki nekaj dodajo, razumem, zakaj jih je izrezal ven, ker ni zdaj, ne vem, preveč na zapletu ali pa na zgodbi ne dodajo, ful so lepi magiki, no. Ampak ta konc mi je pa zgolj kot kurioziteta, kot nekaj, kot nesreča, od katere ne moreš, odvrniti pogleda, no, veš. Na ta način jo pogledam. No? Tako da pogledajte si to. Terminator 2 Special Edition. Ok, sem to dal na seznam, bom napisal na mesto tvoje ničle. Okay. No, jaz res nisem nič pogledal takega te dni, ker sem gledal sem Shadow and Bone, spet sem Star Trek malo zanemaril in sem zelo žalosten zaradi tega, ampak obeta se mi počas dopust, verjetno bom pokuril teh 9 dni, ki jih imam in takrat bom po moje Star Trek zaključil. Pol bom pa zdaj samo tudi dodal, veš, tako da reče Arnold Schwarzenegger, T-800, ko Johna pogleda, pa reče, now I know why you cry. Ljudje in ljudine, to je bila perfektni citat za zaključek te naše 90. epizode. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na email Bot, podcast za serije, filme, risanke in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Mito, moda je pomembna najstnikom in meni. Kljub temu, da imam same črne cune, ampak ajde. Igor, young adult enthusiast, Harp. In Aljoša, mehka diplomacija, Harlamov. Tole epizodo smo znova in še vedno snemamo. To se čuje kot ultimativni pick-up line, ja, Aljoša, mehka, ne moram sploh reči. Snemamo skratka preko spleta z naših domov, mi se še vedno čuvamo, če tudi se režimo. Upamo, da se vi tudi, s tem, ko čuvate sebe, čuvate namreč tudi svoje bližnje, sosede, sodržavljane, s tem pomagamo razbremeniti medicinsko osebje, čuvamo se lahko samo skupaj, ostanimo skupaj tudi, ko smo narazen, še malo, očitno res še malo.
Če vam je bilo všeč, kar ste slišali, šerite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vašega najljubšega appa oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno oceno na Apple Podcasts, spremljajte platformo Aparatu z odličnim izborom podcastov za vsakega. In če se vam zdi, da najstniška serija ni za vas, ker ste že preodrasli, preodgovorni, ker nimate časa za neumnosti, ker vas zanimajo resne reči v življenju, potem vas na tej točki sprašujem, zakaj ste potem poslušali vse tole? Zakaj sploh poslušate ta podcast? Ne govorite nam, da niste ohranili najstnika v sebi. Videli smo vaše objave na Twitterju, videli smo, katere bende ste všečkali na Facebooku. Vemo, da ni res, da ne marate gosi za Martinovo, še vedno je ne znate pripraviti, pa tudi v avtomehanični delavnici vam za vsako reč rečejo, da je šel Fergazar, da se vas znebijo. Mi vemo vse o vas. In vemo tudi to, da nas boste znova poslušali tudi naslednji torek. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku in Instagramu smo podcast obot brez pikic vmes, delimo rajcere, prikolice, novice iz sveta žanra in druge zanimivosti in tja lahko usmerite vsa vprašanja, pripombe, komentarje, fanfiction, gejevske zgodbice o svojih najljubših podcasterjih, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. To je bila že jubilejna 90. epizoda, 33. special iz karantene, samo še 10 epizod do 100. epizode, ki jo bomo posvetili seriji Star Trek The Next Generation. Še prej pa seveda naslednji teden 91. epizoda, ko še zares ne vemo, kaj bomo delali, vmes sicer smo gotovili, kaj bomo delali in vemo, kaj bomo delali, ampak vam tega zdaj ne bom izdal. Če bi se kinodvorane odprle, bi morda delali Mortal Kombat, ampak zaenkrat, ko tole snemamo v ponedeljek, nič ne kaže, da se bo to zgodilo. Zaenkrat ne vemo ničesar o tem. Mi smo tak spontani kot Cameron pri svojih koncih. Tako. Skratka, spremljajte nas ali pa se pustite znova presenetiti, predvsem pa do torka ostanite zdravi, vsaj do torka in se poslušamo znova takrat.